hvala, da ste se udeležili tega pogovora. Ja, probam malo koristiti tej državi. Glejte, če ste spremljali mogoče zaslišanje na preiskovalni komisiji Tamare Vonta in Borisa Tomašiča in Biščaka, mogoče en splošen komentar celotnega tega zaslišanja. Ja, moram reči, da težko zdržim to sadistično uživanje Tamare Vonta. Poznam tudi Miha Kordiš je podobno delal, pa tista Lena Gregurovič, ali kaj je tudi, da ne govorimo o Urški Klakočar Zupančič. Ta sadizem, predvsem ženski sadizem, mi gre zelo na živce. In težko zdržim, ampak sem si pogledal ključne te izseke in moram reči, da to je tako nezrelo, to me tako moti, da nobena moralna avtoriteta na levi v tem trenutku, se pravi, niti Kučana ne poslušajo, ker to je izven vseh gabaritov nekega političnega, kulturnega komuniciranja. To, kar se zdaj to grejo, to mislim, ne vem, no, to ne sodi v politiko, to je izgubilo kompas tega goloba, ki je pač slon med porcelanom, če se metaforično izrazim, pač tudi njega nihče ne posluša, ker tudi on ni kredibilen, to, kar si on privošči preko Tine, je tudi take vrste zdrs, da tudi on zgublja kredibilnost, če on potem svoje poslance v red spravlja. Tako da potem pa dobimo ta kaos, ki je neprebavljiv za gledati. Jaz pač nisem vsega gledal, sem pa gledal malo Biščaka, pa Tomažiča, pa to, kar je Tamara Vonta delala, to je eno samo sadistično uživanje. In zdaj, če se jaz pač psihoanalizo malo poglobim vse skupaj, bi rekel, tale Tamara Vonta ima velike probleme tam nekje z otroštva ven, zamera do očeta, ker zdaj pazite to. Jaz sem Tamari Vonta pa svoj čas pa čestitil, zato ker je pa svojega Jankoviča, ko je bila članica Pozitivne Slovenije, tako v red spravljala oziroma tako ga je kritizirala, da se, mislim, da je imela še Twitter račun in se mu po Twitterju čestital, češ, vi pa imate jajca. Vsa čast, da je to naredila takrat, ne vem, ki je 2012, ampak tole pa z pozicije moči, namesto da bi indiferentno, nečustveno, neagresivno spraševala, kar pač ima vprašati, ona je pa tam sadistično uživala. To je prav kipela od sreče, ko mu je jemala besedo, to dajo neke opomine, pa ne vem kaj že tako v komunikaciji s poslanci. To so se nalezli eno drugega, se mi zdi, Tamara Vonta je avtohtona takšna, kakršna je. Ampak ta Urška Klakočar Zupančič je pa podžgala, da se njo nezavedno kopira, recimo ta neka Lena Gregurevič, Gibanja Svoboda, ta pa se mi zdi, da je pa skopirala Urško Klakočar Zupančič, ki je prav tako popadljiva na način, pač zdaj imamo v mislih ta zadnji eksces okrog te knjige, ki je bila tam videna, to je kar norela, mene ne bo nihče jebal pa take stvari. Mislim, to ne sodi v paket neke političarke. In zdaj to, kar bi rekel, vsi goli pa košta voli, vsi si vse privoščijo. To ne sodi na politični oder v hram demokracije. Mogoče tokle za začetek. Glejte, Tamara Vonta je pravzaprav prišla na to preiskovalno komisijo kot izpraševalka, ampak popolnoma nepripravljena. Mislim, da tudi to nam nekaj pove. Ne gre toliko za to, da je nepripravljena. Po moje se je kar pripravljala, ampak ona, ko pade v ta svoj bes, v to svojo agresivnost, psihoanalitično starega Freuda, če bi poklical na pomoč, bi rekel, da je prevzel Thanatos, gon smrti. Take stvari si ona ne sme privoščiti, ker ji omračijo Ona ne sme s čustvi razpravljati. In to so očitali recimo Urški Klakočar Zupančič, da ne sme s čustvi komunicirati s poslanci, ona pa zakaj pa ne, saj smo čustvena bitja, zato ker ni to po poslovnem oziroma političnem bontonu. In ta Tamara Vonta, ko si daje agresivnega duška, ko ji
nezavedne zamere, tudi do Janše, do cele desne politične scene, ko je ven eskalirajo, potem pa tam neka avtoriteta, recimo Boris Tomažič, ki je trn v peti celi levi srednji, pač Nova 24 še drugo plat medalje včasih malo izpostavi. Se pravi, kritično opozicijsko mnenje pride samo tako rekoč na tej televiziji, ok, vse obstaja še tam nekje, je bila ura moči pa faktor, ampak Tomažič je trn v peti in Tamara Vonta se je spustila sketne in sadistično uživala. Vse, kar se je tam pripravila, da bi recimo indiferentno brez čustev povedala, zastavljala vprašanja, pustila Borisu, da pove, kar ima povedati, kar ga je vprašala, ona ga je non-stop prekinjala, kar pomeni, da ima v ozadju, v nezavednem neko patološko jedro, ki ima verjetno neko infantilno podstat, ampak ne, v parlamentarni demokraciji vprašaj človeka in naj nazaj nekaj pove in potem si ti beležiš, potem neki argumenti lahko zmagajo. Tukaj je bilo pa stihijsko, samo eno mrcvarjenje Tomažiča, tudi Biščaka, tako da jaz ne vem, no, to je toliko neprebavljivo, da tudi ne vem, jaz ne vidim smisla, da karkoli še politično, analitično rečem, ker se nikogar ne prime, da oni imajo zdaj tam valjar, vse povaljajo, Golob to psti, Kučan nima več besede, da bi vse skupaj umiril, ker Kučan pa recimo pa ni bil toliko popadljiv na tak način, verbalno, ta je pa verbalno popadljiva. No, če se malo preseliva na nek drugi dogodek, skratka srečanje Goloba, Tine in Trumpa. Zdaj o tem so marsikaj govorili, kako je bilo, kako je nastalo, kdo je prvi dal roko, kakšen je vaš komentar? Vse to, ki se zdaj vsi že povedali, jaz sem poslušal, vsi, ki so to gledali z nekim zanimanjem. Jaz moram reči, že imam bolj pametne stvari za delati, tako da tam neko staleto gledam, pa kako se sosi, mislim, sos je ta žonftni izraz iz jugoslovanščine, usosila se je zraven in zasede izskočila. To nakazuje neko elitnost, ki je predana, se pravi, ona se sili tam v elitne kroge Macronu in neverjetno uživa. To, mislim, jaz imam take tudi starlete, ki jih meni hode neke konzultacije. To spet ni po političnem bontonu, ne moreš ti na Trumpa skočiti na tak način, lahko bi tam v kuluarju pristopila Melania Trump, pa se pogovarjala v slovenščini, ne, češ, lej, midve smo pa tam blizu doma, pa tako naprej, še znaš, kaj je slovensko. Mislim, pa imela sta ta dva, Golob pa Tina Gaber, možnost, da se soočita oziroma dobita tam v Ameriki, pa sta imela neke karte rezervirane. Mislim, to je tak politični zdrt, zdaj se pa smeši. Pa tam mislim, to ni pribavljivo, ampak meni se spet ne zda s temi rumenimi stvarmi ukvarjati, ker je to groteskno, ne? To, kar sta se šla oziroma na pobudo, seveda Tine to vse skup. Saj ni Goloba, Golob je nerazsoden, to je zadet od Tine, ne? Karkoli ona reče, ima veto in pol če reče, zdaj greva pa na Luno, grete pa na Luno, peš. Glejte, in pri Tamari Vonta in Urški Klakočar Zupančič ste omenili zamero do Janše. Od kje izvira ta zamera, zakaj je tako močna? Je ta zamera do Janše ima neko stihijsko podstat, tam nekje slabi oče, vse ženske, tudi ljudje, običajni, je tam nek dobri oče, pa nek negativni oče, ki sina v red spravlja, hčer, ki gre na živce, ki mora v red spravljati. In očitno ima večina teh popadljivih političark, zato se tudi silijo v politiko, ker normalna ženska ne bo kar tako šla v politiko. To je neka zamera do očeta, tudi mogoče zato, ker jo ni imel tokrat, ker ni bila njegov sin, in potem se zgledujejo po moških v objemu zavedanja penisa, se to reče, sorry. Janša je pa ta eklatanten lik v njihovem nezavednem, lik negativnega očeta in so zamero do očeta, potem ta negativni oče
v nezavedni psihični realnosti, eskalira in dežurni krivec potem rata neka avtoriteta z drugega pola političnega in to je pač Janez Janša. Ok, se zgodi, da še kdo drug ven pride, recimo zdaj recimo Tomažič je ven prišel, tudi kot negativni oče, avtoriteta, ker ima še markantno postavo, dober glas, ki seže v 10. vas in jim gre na živce in potem so jeze do očeta, namesto da bi z razumom kritizirale te ženske recimo, ali pa tudi moški lahko se spravljajo, tudi na Janšo se spravljajo, ker jim na nezavedni ravni predstavlja, ker je z drugega političnega pola, predstavljam negativnega očeta, potlačeno jezo do očeta, potem Janša pokasiri, recimo, če se spomnimo Teje Jarc, pa tistega opitja nekulturnega tam na Kredarici, to je vse v ozadju potlačena zamera do negativnega očeta, kot tiste prve avtoritete, ki je deklica recimo tudi sovražila, ne samo imela rada. In večina teh žensk političark ima veliko zamero do svojega očeta. To jaz vidim pač skozi psihoanalizo. Gospod Vodeb, hvala za te odgovore. Prosim. Lep pozdrav. Ok, hvala.